Lepo pozdravljeni. Danes se bomo poglobili v precej vročo temo. Geodetska uprava je namreč pred dnevi objavila nove posplošene vrednosti nepremičnin. Stanje naj bi odražalo 1. januarja letos. Ja, in odziv je bil res takojšen. Portal Prostor je menda zabeležil kar 180.000 obiskov skoraj takoj. Ogromno je, res. Torej, danes bomo pogledali, kaj točno je GURS objavil, kaj sledi za lastnike in kakšni pomisleki se pojavljajo v gradivu, ki smo ga preučili. Prav, gremo po vrsti. GURS je torej osvežil te posplošene vrednosti za vse evidentirane nepremičnine. Skupna vsota? Vrtoglava. Skoraj 300 milijard evrov. 298, če smo natančni. In te vrednosti temelijo na novih modelih vrednotenja, ki so jih potrdili aprila letos. Tako. Zanimivo je tudi, da so te nove vrednosti v povprečju za okoli 8% višje kot tiste iz poskusnega izračuna oktobra lani. Kljub temu, da nekateri viri, ki smo jih gledali, omenjajo umiranje trga. Lastniki Energov zdaj do konca maja prejeli obvestila domov. Ključno sporočilo GURS-a pa je: preverite podatke. Absolutno, še posebej poudarjajo, kako pomemben je vpis EMŠO v zemljiški knjigi. Brez tega podatki morda niso pravilno povezani z lastnikom. Seveda. In za pregled je na voljo portal Prostor. Kaj pa, če podatki o sami nepremičnini niso točni? Kaj naj lastnik stori? To je bistveno vprašanje, ker napačni podatki pomenijo napačno izračunano vrednost. Treba je urediti podatke v uradnih evidencah, torej v katastru nepremičnin, morda v registru gozdov, odvisno kaj imaš. Aha, postopki so opisani nekje? Ja, na spletnih straneh GURS-a. V gradivu imamo tudi eno od teh povezav. Dobro, ampak recimo, da so podatki o nepremičnini, površina, leto gradnje, vse to pravilni. Vrednost pa se lastniku zdi popolnoma nerealna. Kaj pa potem? No, tukaj postane malo bolj zapleteno. Gradivo omenja možnost ugovora oziroma predloga za ugotavljanje posebnih okoliščin, ampak pod določenimi pogoji. Kakšnimi pa? Če vrednost odstopa od tržne za več kot 20% ali pa za več kot 200.000 evrov. In kako se tega lotiš? Tukaj viri izpostavljajo breme, ki pade na lastnika. Za ta postopek moraš namreč najeti pooblaščenega cenilca nepremičnin. Na lastne stroške, predvidevam. Ja, točno tako. Cenilec mora najprej preveriti, ali podatki v evidencah sploh ustrezajo dejanskemu stanju. Šele če to drži, lahko potem oceni vpliv teh posebnih okoliščin, recimo slabo stanje, posebna lokacija. In potem steče upravni postopek odločanja o tem predlogu. Sliši se kar zamudno in drago. Vsekakor. In če pomislimo, da naj bi se ta celoten postopek preverjanja in vrednotenja ponavljal vsaki 2 leti. Ja, to je precejšna obremenitev, a ne? Ni čudno, da gradivo, ki smo ga zbrali, vsebuje kar nekaj, recimo temu, ostrih kritik. Res je. Eden od dokumentov gre celo tako daleč, da postavlja pod vprašaj samo zakonitost uporabe podatkov brez izrecne pisne privolitve lastnikov. Pozivajo celo k vračanju pisem. Zanimivo. Torej, poleg tih praktičnih vprašav za lastnike se odpirajo tudi bolj temeljna. Omenila sva že dvome o ustreznosti samih modelov vrednotenja. Ja, ki naj bi bili po mnenju nekaterih virov pomanjkljivi že oktobra lani. Ampak glavna kritika, ki se ponavlja, res leti na ta prenos bremena in stroškov na lastnike. Lastnik mora aktivno dokazovati, da je sistem naredil napako. Kar je lahko, ja, velika birokratska pa tudi finančna ovira. V virih se pojavljajo tudi ugibanja, kaj je pravzaprav namen vsega tega. Priprava terena za nepremičninski davek? To je ena od pogostih domnev, ja. Ali pa morda gre za krepitev nekega centraliziranega nadzora nad premoženjem, ker so zdaj te vrednosti neposredno vezane na EMŠO? Nekateri viri gredo še dlje. Povezujejo to z agendo 2030. Kako točno? Argumentacija v gradivu, ki smo ga prebrali, je nekako taka. Cilji agende, kot sta recimo cilj 9 o digitalni infrastrukturi in cilj 11 o nadzoru nad rabo prostora, bi lahko v tem kontekstu služili kot orodje za večji državni nadzor nad zasebnim premoženjem.
Pojavlja se tudi skrb za posledice, predvsem za starejše, morda revnejše, digitalno manj vešče. Omenja se celo vprašanje skladnosti z ustavo, s 33. členom o varstvu zasebne lastnine. In tisti slogan "ničesar ne boš imel" se tudi pojavi v enem od virov. Zelo konkretna vprašanja pa je na poslance naslovil Mages Mihael Belis, njegovo pismo je del našega gradiva. Kaj bistvenega sprašuje? Ja, povzema nekako te ključne dileme, sprašuje o ustavnosti in zakonitosti samih modelov vrednotenja, potem o odgovornosti države za morebitne napake, za napihnjene vrednote. In predvsem, ali je pravično, da sami nosijo breme urejanja podatkov in stroški izpodbijanja vrednote. Torej zahteva neko revizijo postopka? Predlaga razmislek o tem, morda brezplačen postopek izpodbijanja ali celo obvezno individualno cenitev na stroške države, če so odstopanja res velika. Dobro, če torej povzamemo, na eni strani imamo posodobitev vrednotnin strani GURS-a. To prinaša nove podatke, nadaljuje digitalizacijo, kar ima lahko svoje prednosti. Seveda, boljši pregled, morda osnova za kakšne analize. Ampak na drugi strani pa viri, ki smo jih analizirali, opozarjajo na cel kup odprtih vprašanj. Od točnosti samih vrednosti, pravne podlage, do tega bremena za lastnike in, možnih dolgoročnih posledic za lastništvo kot tako. Tako je. Podatki so zdaj bolj centralizirani, bolj obdelani. To omogoča določene sistemske prednosti, ampak hkrati postavlja državljane pred nove izzive in stroške, kar naša analiza virov jasno kaže. Za konec pa še tista misel za poslušalce, ki izhaja iz prebranega gradiva. Postavlja se vprašanje, kakšne širše posledice za razmerje med nami, državljani, našim premoženjem in državo prinaša tako obsežna centralizacija podatkov o vrednosti zasebnega premoženja. Še posebej, ker je zdaj to vezano neposredno na naš EMŠO. Vprašanje, ki ga viri puščajo odprtega za premislek.